Čeprav smo nekoč odštevali zadnje minute do glasnega šolskega zvonca, nas zdajšnji obisk šole spomni na lepe trenutke, ki smo jih preživeli v šolskih klopeh. Študentje bodo na njih čakali le še nekaj dni, mlajši pa se že učijo in pridno polnijo strani v svojih zvezkih. V osnovni šoli za gluhe in naglušne je učence 2. razreda nedavno obiskal Palček Skakalček. Ta poskočni gospodič je razigrano brskal po njihovih šolskih potrebščinah in otroke spraševal o barvi njihove šolske torbe. Otroci so mu veselo odgovorili, kar s pesmico v znakovnem jeziku. In z vami bi rad ponovil tisto pesmico, ki jo vi zelo dobro poznate. Kdo jo bo sam prebral? Izvoli, Maj. Lahko odpreš knjigo. Bravo. Izvoli. Palček Skakalček se je sprehajal po učbenikih in otroke opogumil, da so svoje prijatelje veselo vključili v igro rim in novih znakovnih besed. Kakšne barve je tvoja šolska torba? Ti pa imaš črno torbo. Jaz imam modro. Modro torbo. Nato smo ponovili barve. Otroci pa so povedali, kaj vse imajo v šolski torbi. Otroci se v šoli učijo komunikacije, slovenščine, matematike, najraje pa imajo angleščino in športno vzgojo. Vse dokler je zunaj sonce, pripomni. Kaj pa abeceda? In mi že poznamo abecedo. Je res? Aj bomo povedali? V razredu dvigujemo roke, a otroci nas spomnijo, da obstaja še nekaj ključnih pravil. Kakšna pravila veljajo pri nas v razredu? Kako se obnašamo, kako se vedemo? Pogovarjamo se lepo, igramo se lepo, pomagamo komu, če se boji, gre dol. Tudi dela naloga, tudi se zelo lepo pogovarjajo na pravilno, potem skupaj z rokico, potem pešk in ena pa pravilna pa ni v redu, ne smemo kričati v razredu. Zelo dobro si to povedala. Vprašali smo jih tudi, kaj bodo po poklicu, ko odrastejo. Za Magela Omara. Kaj še? Kaj boš delal? Mizar bi bil rad, ko boš velik. Kupa Aki. Enako kot je Ati, tudi Ati je mizar, ja? Ko bom jaz velika, enako kot moja mamica. In potem Halima bo enako kot jaz. Potem bom delala, potem bom bila kuharica. Kuharica boš, bomo velikokrat k tebi prišli jesti na kosilo. In tudi učiteljica pri telovadnici. Ja, učiteljica športne. Jaz bom pa začel kosila travo. Ti boš pa kosil travo, ampak ko boš končal pri nas šolo,
Potem boš šel pa v drugo šolo. Kaj bi rad postal, ko boš velik? Popoldne boš še vedno kosil travo. Kaj pa boš delal v službi? Kaj pa boš v službi? Potem bom pa šel sam domov. Kaj pa boš delal, ko boš enako kot sta mami in ati v službi? Kaj pa bi Bom ti rad? pomagal. Boš pomagal. Mama Super. Učiteljica. Zoja bo pa učiteljica. Kaj pa boš, ko boš velik? Kaj si želiš? Baterija. Boš delal veliko stalo za šolo. Nove mize, potem bosta pa mogoče skupaj z Majem delala. Obiskali smo tudi vrtec za gluhe in naglušne otroke v Ljubljani. Ti so nas kaj kmalu povabili na čajanko, ki je sledil tretma z urejanjem pričeske za na televizijo. A vendar, ob vprašanju, če že vejo, kaj bodo počeli v šoli, so jasno nakazali, da se s tem še ne obremenjujejo. Do šole je še veliko, veliko časa. Še veliko. Še veliko. A bo še naslednje leto v šolo? Še ena zima, pa pomlad, pa potem jesen v šolo. Čez veliko časa, tako ja. Otroci v vrtcu se z igro mojstrijo v različnih poklicih, ki jih bodo morda nekoč tudi opravljali. Od zdravniške pomoči, svetovanja in ličenja do kuhanja in popravljanja pohištva. Medtem ko slednji še čakajo na šolo, smo se z bistrimi učenci poslovili v dobrovoljni atmosferi in jim zaželeli nepozabne šolske dni. Pomahamo, mahamo. Bye, bye, bye. Se vidimo. O, srček. Srček, srček. Srček?